Tudi danes imamo pa tlele enega terenca, pa ne avto, ampak Vilkota. Tonca, 3 tone dvigne v luft, Warring bicikla, 4x4 pogon, to se pravi zadnjega pogana, sprednjega pogana, linde pogone, to gre po blat, po sneg, po makadama, posod. Španska zadeva, evropska kvaliteta, Bomakjuči, ljubkovalno. Prva razlika med klasičnim pa med terenskим viličarjem so kolesa. Pri klasičnem so bolj mini bikini bicikla, so bolj za po asfalt, za po lepo terena, tlele pa to malo več zadeva. Tudi profil je malo bolj dober, tela so že zgonjene, ampak vsehli. Pa pogon ima tale pa še nota, tlele zadnji tak hidrostatičen pogon, tako da je to pa vleče. Tudi prvi konc je malo manj. Tale malo več komadina, malo širi, malo bolj robustna, to se pravi, da ne zleze to hitno, da ima malo več, ko bi temu rekel, da gre lažje čez vukno. Pa še razlika je to, da tlele so gume nafilane, tele so pa polhne. Drugač pa Bomak pravi, da ima najbolj obračalni krog, da naj bi se najbolj obrnil v svojemu razred, to se pravi v svojemu razredu silnosti. To da jaz mislim, da je najbolj, da ga malo zasučemo, da vidimo, kva bo, kva naredva. Vse 4 kolesa, ima pa linde tove pogone not, tako da je zadeva kar sigurna, linde je tako bolj prvar. Jaz mislim, da je najbolj, da se malo zasučemo, da malo zaplešamo s tole zadevo, da vidimo, kako se to obrne. Je pa tako, da obrne se isto, ali je 4 kolesa pogon, ali pa je brez 4 kolesnega pogona. Obračalni krog je skozi isti. Ajde, daj pa malo en krog naredimo. Tegale Vilkota pa pogana Perkinsov motor, tlele not se skriva spodaj fan, Euro 5 standard. Kola zgleda, 4 cilindre dizel motor, se nimam kaj dosti zagovarjati, no slabe 50 konov ima, je pa tako, da zadeva premaguje tam okoli 40% klanca, če je prazen viličar. To se pravi, kar dobro pleza gor v klanc. Noter je pa možno ugraditi kobotin motor ali pa kulerja, da je pa Perkinsov. Tako da je več variant, je odvisen od želje, odvisen kva moraj. Kjera znamka ta bolj odgovarja. Tako da glede motorja je to, no se nimamo kaj več zgubljati baset. Ukapan štart naredimo, da vidimo kako zalaufa pa kako zelo poče, tlele zadnji auspuh. To je to. Tako da malo ga probavamo. Snemo pokasilost 2 človeka. Pa bo to vam požokati. Zdaj pa če gremo teleskop pogledati, kar je tudi bistvo viličarja, brez teleskopa ne vem kva hoš mu, da je ždirkal, da je gonil. Je več variant, kjer je teleskope v kaj gor prpneš. Delaj triplex, to se pravi se 3-krat ven potegne, 3-krat gre teleskop ven,
vka dobiš duplex, vka večga, vka manjšga, več varianti, no. Tako da, če sam tega le predstavimo, koliko sem rekel, je triplex, 2,40 m je od lele pa do tal, višina, viličar je visok, do kabine tam je 2,10 m, tako da je kar dosti nizka zadeva, ima bolj taka s podvasca, malo širi, kakor klasičen viličar, zato da je bolj stabilen. Vzmeten itak ni viličar noben, ker drugače pa to vse skup prahuncev. Kje smo ostali? Vilice so itak klasike, 120 cm, so dolge, 3 tone dvigne, vsega ga tudi dala malo dvigne, no, samo da me jih ne povem. Prostega dviga ima tale zadeva do vrha, pač z vsem le dvignejo. Da ne sem le pridejo vilice, pridem gre teleskop v lov. Je pa še ena posebnost tega viličarja, sam da prvo sam tale teleskop malo dvignu gor pa dol. Evo, tole je prosti dvig. Da sem da se dvigne, pride gre teleskop v lov. Tako da nekaj taga. Zdaj pa do konca ono, da vidimo, dokaj to gre. Je pa tako, da pri teh teleskopah so kakšni plusi pa minusi, ne vem, duplex pa triplex, čez dupleksa se malo bolj vidi, tale malo višji dvigne. Kaj je sin? Da sem le 2,90 pa 2 metra, 3 metre. Ja, lih tam ene 5 metrov, tale dvigne, no. Kakor sem s tem malo pomeril, tam nek. Je pa več opcij. Pa pojka imaš takola visok, da se nastegneš čisto takola ali pa ne vem kam ven. Imaš tega tala strešen oken. Fajn je, če imaš spucanga, jaz imam delo sranka, ampak če veliko na višin divaš, tole kar prav pride. Tako sem rekel, ima pa tale terenski viličar ponavadi pri vsakih zmer eno posebnost glede nagiba. Veliko ga ima, to se pravi veliko naprej nagne, veliko nazaj ksep nagle, to je pa zaradi okroglin pa teh zadev. Zato, da se tako dol ne odvali ali pa da ga malo nase daš, je že na polnek vadač. Tole ima teleskop čist nase nagnen, tega pa čist naprej. A vidiš, koliko to naprej nagne, to klasičen viličar noben ne tokla. Ni pa to samo zato za tele okrogline, ampak je tudi kaj taga, če greš tukaj še plan zgor ali pa dol, da imaš ti naravno svilce. Če ti v kan zgor klezaš, da ti ga naprej, da je to na veliko ali pa nazaj, kakor veš, da je prav. Če bo za doma tega na viličarja, pa to na troblo kuj ugaš svojega. Takola. V glavnem. To se pravi, Bumak 3 tonc, no, 3 tone dvigne, obstajajo pa, oziroma dobi se jih pa od 2 tone pa do 10 ton nosilnosti. M pa je multipurpose, jaz ne znam angliški, no, večnamenska zadeva, 4VD je pa na 4 pogon. Zato, ki je večnamenski, pač prije prav tudi v skladiščih, po večini je pa to mišljeno za teren. To se pravi za kakšne žage, za gradbišča, za vinograde, za kmetijstvo, bolj za take terenska dela. Tam, ki je obvad, pa tam, ki bo navaden viličar no zlezu, bi se tala ven pa ribal. To je fora, no. Bolj je, malo širje, to, da je malo bolj stabilen, pa tele višine ima 25 centi, da je mečkan višji, no, kakor pa klasika, da ne nasedeš lih kuj. Pa pozabil sem povedati, da je 1,48 m je širina viličarja. Viličar ima tudi v osnovi bogato opremo, to se pravi, že serijsko pride not kabina z webasto tam, to se pravi, da te po zimne zebe fan hreje, tudi timer ima not, tako da se ukaže v gorkah ga usedeš. Pa je variante tudi, da klimo naštima za polet. V glavnem, serijsko pa pridejo pa tudi čez raven tele vse komplet luči. Kabina, tako sem rekel, tele se pa fletno zapreš not ali pa odpreš, kakor češ. No ja, tole moraš tudi, je fan, če dvigneš. Takola, no. Takola. Pa si pa zaprt. Ampak je meni bolj fan, da je takola. Tale teleskop ima tudi 4 kroge, to se pravi gor dol, pomik ima levo desno,
nagib naprej nazaj, pa še en krog ima tlele fraj. To se pravi en par lajtank je fraj, če daš gor za kakšno dodatno linijo, no ne vem, da mu kakšne hrabaže ali pa pozicioner se tudi da dati gor. Tako da tavilceska pa narazen stiska. Zdaj pa mislim, da je cajt, da gremo še v kabino pogledati. Se pravi viličar je lihke prav velik ne, tistih par komand pa has naprej nazaj. Ampak glej, še vseh bo nekaj za videti. Kar šuh, kar prid za menoj. Je nič takole zgleda, evo, tle imamo armaturke, takole je pogled, triplex, špehul, tle je ta drug špehul, ta tret, tako da fan vidiš, da si po cest, fan vidiš, imaš tudi žmigalce, luči. Tlele imaš poj za tale hidravlične nole, za motorne nole, stopine. Tlele so pa komande. To se pravi, da bom jaz kar užgal, da se v kuj vidva, no, da ne mu prazno govoril. Nafte že malo zmanjkuje, ampak to bo še. No pa evo, tlele vidimo dalje, kako je. Jaz sem bil pri viličarjih ponavadi navajen, da če sem dal sep, ješ pa dol, če sem dal kaj, ješ pa gor. Tle pa lik kontra, ampak se ne za to. Sep gre gor, tale gre dol, tole je nagib naprej, tole je nagib nazaj. Tlele imaš pomik vilc levo, desno. Evo, čisto levo, čisto desno, tako na nekaj sredina, vilce pa itak čez kaj se to predstavljaš, tile se tiče imaš tlele gor, noter ali pa, narazen, to da se zatakne. Tele komande so pa mehanske, cilindrične, no, taki cilindrči so not, majhen bolj trotel zihar k elektrika. Tale je pa prazna, naprej nazaj je pa še fraj. Tlele imaš izklop v sili, pa imamo pa na tilt rdeč komand še inverter. Za naprej, neutralno, pa rikvrc. Kola. Pa imamo naprej. Je pa tudi sam gas pa bremza. Bremzi te skor narabaš nič, zato je hidrostatik in sam počaka. Tlele ga damo v ler, imaš pa še variante, da počasne brzine, ako preko pa ta hitre. To se pravi, zdaj še bolj počas, moraš bolj gas pritiskati, da v kršu. Mislim, da je prazen viličar, gre 24 km na uro. Ni ne vem kva brzinska, ampak saj kjer viličar pa je. Tole imaš pa tudi ene vrste inverter, sam tako pomože, ne vem, če naprej pritisneš, boš naprej, če ga nazaj, gre nazaj, če imaš tega leta glavnega vlere, če pa spustiš na hripan kamer. Pa bomo v luči brisavca. Tlele imaš komando za babasto, pa kakšen radio, kakšen od namontiraš, mislim, da tudi. Je pa zva taka razkošna, komfortna kabina. Nisto nek not zaprt v en majhna cis, ampak je kar tak. Se bi že sprdval kapalava not, no. Daj pa že cajt, da gremo še malo praktične poglede, kjer ne božemo, da se kit malo zapilamo, da vidimo bolj točno, kva to diva, kako to gre. Še prej grem pa na malco. To prav, da viličar na gre pohmajna. Pa je tudi pobane na pole, ali pa vmajno, kjer pa ne moč.
velike kolesa, 4x4 pogon, to so te prednosti. Vse obrne se dobro, ampak je pa majhna širi zadeva, tako da je če imaš prav usko, se pozna. Ampak nekaj se ga zanimal, imate pa dela ProLift Ljubljana, pa kar ure malo zavrte, pa pokličite, oni zastopajo Kumak firmo, tako da za več informacij se kar ne obrnete. Se vidimo!